Kakšno je bilo to potovanje in koliko časa je trajalo? Ja, zdaj tako, na potovanje po teh dveh arabskih deželah je bilo naravnost fenomenalno, trajalo približno 3 tedne, upravila sva ga pa lansko jesen, konec oktobra, začetek novembra, ki je eden najboljših terminov za obisk teh vročih arabskih držav. In kakšno je stanje v teh državah, velika kulturna razlika recimo z nami? Kulturna razlika, tako je pač druga civilizacija, islamska, pa s tem povezane posledice, drugače pa meni ta svet zelo všeč, tudi, ne vem, ljudje so zelo prijazni, zelo ustrežljivi, zanimivi, v bistvu do tujcev. Seveda, to so eni najbolj gostoljubnih ljudi, tako da mislim, da je pač država, obe dve državi imata zelo veliko za pokazati, ogromno nekih kulturnih znamenitosti in pa tudi naravnih. Pri naravnih prednjači Jordanija, pri kulturnih mogoče celo Sirija. In kakšna je hrana oziroma se je treba kaj posebej cepiti proti kakšnim boleznim? Hrana je zelo okusna, to lahko, recimo prvi vtis lahko dobite, če greste na kamonško obvoznico tjale. Na kebab? Na kebab, oziroma na šavormo, pa na falafel, to so v bistvu glavni jedi iz ulice, tisti pregrizki. Drugače pa tako, kar se tiče cepljenja, ne vem, hepatitis A, hepatitis B, tako fajn, če ga imaš, če se odpraviš na kakšno tako potovanje. Drugače pa ni nobene posebnosti, pa tisti klasični nasveti za higieno oziroma za preprečitev kakšnih drisk in podobne. Kaj pa recimo ženske so zakrite ali so tako, kot pri nas? Ja, to je pa tako. Sama zbere, punca. Te države niso kot Islamske republike Irana, se pravi, religija je islam, vendar ni ukomponirana v državo. To so neke lokalne diktature, Sirija je bolj diktatura socialističnega tipa, Jordanija neka kraljevina, tako da pač vrhovna oseba je tukaj kralj oziroma pač predsednik države, vera je pa tako pač dejansko deloma ločena.